NN podcast s Suzano Lovec. Smo natanko eno leto pred rednimi volitvami. Ta teden je imela vlada Roberta Goloba drugo interpelacijo. Prejšnji teden je bil Janez Janša oproščen v zadevi Trenta, premier Golob ima afero Karigador in smo v času referendumske kampanje. Dobrodošli na NN, dragi gledalci in gledalke, poslušalci in poslušalke. Na moj pogovor se lahko naročite pri vseh večjih ponudnikih podcastov in na YouTube kanalu NN Slovenija. Najdete jih na Eonu in na strani Metroplay. Vsako soboto pa seveda najprej objavljeni na NN, torej na nnainfo.si. Danes sem na pogovor o politiki povabila Tanjo Gobec, dolgoletno novinarko televizije Slovenija, ki vodi oddajo Politično v Osrednjem dnevniku nacionalne televizije. Živijo, Tanja. Živijo. Z nami je Aleš Kocjan, novinar na Radiu Slovenija in polovica umetnost možnega podcasta o politiki. Lep pozdrav. In pa Miha Orešnik, voditelj in novinar za področje politiki na NN. Živijo, Miha. Živijo. Teden, v katerem se je veliko zgodilo. Interpelacija je bila v sredo, razprava je bila dolga, opozicija je močno kritizirala vlado in njeno delo. Koalicija je opoziciji očitala, da dela manever za politični nadzor in za destabilizacijo vlade. Kakšen je izplen po tej interpelaciji za eno in drugo politično stran in kakšen je izplen za državljane? Tanja. Za državljane bolj malo, moram reči. Tudi ni bil naboj interpelacije, čeprav je trajala 14 ur, takšen kot recimo na zadnje, da se ga spomnimo 2004, ko je potem prišlo na volitvah do menjave oblasti, tista nočna seja oziroma 18-urna interpelacija, če se spomnimo VD spreji na govornici, takrat je šlo res na polno. Tokrat je bilo seveda predvolivno, ne stranka proti stranki, ampak očitno opozicijski 2 proti 3 vladnim. V televizijskem žargonu bi rekla, da je bila zelo razvlečeno predvolivno soočenje. Manjkal je pa seveda kakšen moderator, ki bi v bistvu rekel, no tukaj bi vas pa še kaj povprašal, malo globlje, ali pa to ne drži. Tako da, ja, predvolivno soočenje. Miha. Bi se zelo strinjal s Tanjo, predvsem v tem delu, da res že v samem začetku razprave, sem bil tam na balkonu, sem spremljal začetek, ko ima pač predlagatelj vodi nagovor, pa potem premier odgovori, že tam ni bilo čutiti nekega naboja. Tudi, kar je zanimivo, pri prejšnji interpelaciji vlade, ki jo je vložila SDS, interpelacije Golobove vlade, je bil glavni govornik SDS, vendarle njen predsednik Janez Janša, tokrat ne. V bistvu se v celodnevni razpravi 14-urni sploh ni oglasil, šel je potem zvečer na Pop TV, na intervju. Pridemo še k temu intervju, Pridemo še tja, ampak dejansko tudi skozi razpravo se mi ni zdelo. Res je tudi, na čem je temeljila ta interpelacija, na eni napačni izjavi, SDS bi rekel lažni izjavi predsednika vlade. To je bila v bistvu vsa vsebina te interpelacije, na katero so potem zraven pripeli vse živo, prihajajoči referendum o dodatku k pokojninam za izjemne umetnike, pač pokojninsko reformo, vse to, kar vlada dela v zadnjem času. Skratka, vse živo smo poslušali tisti dan in isto bi rekel kot Tanja, kakšen je bil učinek za volivce, nikakršen. Aleš? Ja, kot si omenila, smo leto dni pred volitvami in medtem, ko je na eni strani vlada oziroma koalicijska stran v nekem reformnem zanosu, pred tem fotofinišem, ki sledi pred volitvami, je na drugi strani opozicija v ofenzivi in ta interpelacija, ki smo ta teden spremljali, kakorkoli je bila morda dolgočasna in ugotavljamo, da niso ljudje od tega veliko imeli, je imela za opozicijo, zlasti za SDS, eno zelo pomembno funkcijo. Namreč jaz mislim, da spremljamo izrazito bitko za upokojensko volilno bazo. Upokojencev je približno 600,000 v Sloveniji in to so ljudje, ki več ali manj hodijo zvesto na volitve in tukaj se lomijo pač kopja in politika bije bitko za glasove upokojencev. In tale interpelacija, ki je
temeljila na napačni izjavi predsednika vlade, je za SDS zelo pomembna, ker je predsednik vlade kritiziral ukrepe nekdanje Janševe vlade na področju pokojnin. Tako da je za SDS zelo pomembno, da prikaže to izjavo kot zmotno, napačno, lažnivo in da pri upokojencih krepi občutek manj vrednosti oziroma, kako naj rečem, ponižanja ali pa prikrajšanosti. In opozicija oziroma ta interpelacija je samo eden od 3 elementov v tej bitki za upokojence. Poleg tega je Miha že omenil referendum o domnevno privilegiranih pokojninah. Seveda gre za privilegirane pokojnine, ampak gre tudi v resnici za zaslužne pokojnine, za umetnike z najvišjimi domačimi in mednarodnimi priznanji. Pa seveda že lep čas spremljamo na ulicah Pavla Ruparja, ki krepi prav te občutke pri upokojencih, kar sem prej omenjal. Torej ponižanje, prikrajšanje oziroma občutek, da živijo slabo v tej državi. Če lahko samo na to izjavo premierja Goloba. Smešno je bilo, bolj ko je šla razprava proti Večeru, da so se v eni točki celo strinjali nekaj iz koalicijskih vrst, ki so seveda branili izjavo Goloba, malo kakšen iz Nove Slovenije in kakšen iz SDS-a. Ker seveda oni dobijo od upokojencev tudi feedback, ne? In upokojenci so jim povedali, da seveda odmerni odstotek ni vse, ne? Ni vse. Če se srečata 2 upokojenca, se boste vprašali, a ja, ti si se upokojil po tem zakonu, aha, takrat se je štelo toliko in toliko let, ne? To so vse faktori in to je to potem na koncu tudi Nova Slovenija priznala, ne? To so vse faktori, koliko let se šteje, kakšen je odmerni, kakšna je zaposlitvena starost, vse to šteje, ne samo odmerni, ker je bilo veliko protiargumentov tudi, kako je SDS takrat pomagal na referendumu zrušiti tisto prepotrebno, ne, Pahorjevo pokojninsko reformo. Tako da tukaj so se iz tega, da se je morala braniti koalicija oziroma zagovarjati Goloba, se na eni točki morala tudi bivša desna vlada. Tako da na eni točki so se zelo tako sicer stisnjenimi zobmi, ampak so se strinjali, da ni vse narobe, kar je rekel, da v bistvu gre za poslabšanje položaja upokojencev. Pripisal je to ravno tej reformi, ki so jo podprli vsi poslanci takrat, ampak pozabili so povedati, kaj je bilo takrat zunaj, ne? To so bili protesti, ker so protestniki s kockami čakali pred parlamentom in si niso upali, jaz sem tisto spremljala, niso si upali, da ne bi vsi potrdili takrat tiste reforme, ki je malo predtem malenko spremenjena, pa padla na referendumu. Ne? In zaradi tega je tudi na koncu odšla Pahorjeva vlada. Tako je. Zdaj je, kot sem omenil, da je vlada v nekem reformnem zanosu, oziroma tako v reformnem zanosu, uspelo je torej pripeljati pokojninsko reformo oziroma spremembo pokojninskega sistema do parlamenta in to ob soglasju socialnih partnerjev. Večinskem soglasju. Vemo, da je nekaj sindikatov še vedno nezadovoljnih, ampak soglasje oziroma dogovor v ekonomsko-socialnem svetu obstaja. Potem je tukaj druga reč, zaradi katere je že tudi kakšna vlada prepadla, to je zdravstvena reforma. Ne pozabimo, da je Milojka Kolar Celar padla na tej oviri. Šarčeva vlada je padla na tem mestu. Takrat je šlo tudi za preoblikovanje dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja in razmejevanje javnega in zasebnega v zdravstvu. Vse to ta vlada pelje in seveda ima opozicija problem. Kakorkoli zbuja občutek v javnosti, da je vse narobe. To javnost mora prepričati, da je v resnici vse narobe. Miha, bosta te 2 temi, ki jih je Aleš zdaj omenil, najpomembnejši če bodo redne volitve, bodo torej čez 1 leto, če bo kaj prej, bomo videli. A bosta to 2 temi, na kateri se bo najbolj lomila kopija? Zagotovo bosta ti 2 temi aktualni, do takrat je še 1 leto, tako da do takrat se lahko še marsikaj zgodi, marsikakšna tema lahko še pride na plano, zagotovo pa bo, kar se tiče vladne strani, to,
torej pokojninska reforma, ki je, kot je rekel Aleš, usklajena s socialnimi partnerji in je bil to tudi eden od pogojev. Torej, mi smo se zavezali Bruslju oziroma prejšnja vlada. In prvi pogoj, da smo upravičeni kot država do teh evropskih sredstev, je to, da te pokojninske spremembe so usklajene na ESS-ju, torej socialnimi partnerji. In ta pogoj je zdaj izpolnjen, seveda mora pa še skozi parlament priti, ampak kaže, da bo. Tako da ta tema zagotovo, zdravstveni zakon, Golob sicer to zdaj daje kot ključni zakon zdravstvene reforme. Vprašanje je seveda, kakšni bodo učinki, ali bodo ljudje čutili to do volitev, da bo lahko Golob in njegovi v koaliciji, da bodo lahko rekli, ker smo sprejeli ta ključni zakon, ki ga nobena prejšnja vlada ni bila zmožna, se je stanje v zdravstvu tako izboljšalo, da to čutijo tudi ljudje. Ampak to bo težko, ne? To bo težko. Zdaj je šele drugič potrjen, zdaj pridajo pa ustavne presoje in tako naprej. Tako da do volitev mislim, da ne bo mogoče iz tega prav veliko plusov potegniti. In pa pokojnine. To je pa SDS že jasno pokazala, lepo sta rekla kolega, to je velika volilna baza, tudi njihov narativ v tem zadnjem letu pred volitvami gre vse v smeri za preslišane, za upokojence, ta vlada pa dela za peščico privilegirancev, to je ta njihov narativ in zagotovo ga bodo peljali vse do volitev in seveda, kar se bo še vse zgodilo do takrat, 1 leto je v politiki, časa res ogromno. 1 leto je dolga doba, prizadeti so pa mogočni interesi, tako na področju, zlasti na področju zdravstva. Najprej vemo, da so bile prikrajšane zavarovalnice, ki so predtem ponujale tako imenovano dopolnilno zdravstveno zavarovanje, ki je bilo v resnici obvezno zdravstveno zavarovanje, kajti kdor je hotel na nek normalen način dostopati do javnih zdravstvenih storitev, brez tega ni mogel živeti. Zdaj je to del obveznega, zavarovalnice pa so izgubile posel. In glede na to, da niso ponujale različnih produktov zavarovanja, tudi se pojavlja vprašanje, zakaj bi morale to komercialne zavarovalnice ponujati, zakaj tega ne bi zbiral Zavod za zdravstveno zavarovanje. Druga stvar pa je pa seveda ta zakon, ki je bil sedaj potrjen in bo šel, tako kot Tanja pravi, po vsej verjetnosti v ustavno presojo, to pa je zakon o zdravstveni dejavnosti. Tukaj pa je verjetno interesov še več. Je pa res, da, tako kot si ti Tanja rekla, pomembno je, in ti Miha, pomembno je tisto, kar ljudje čutijo na lastni koži. Nekaj je, kar slišijo politiko govoriti, eno ali drugo. Drugo je, ko prideš ti na urgenco in čakaš svojo 80 let, recimo staro mamo, ure in ure, ali pa če se zaplete pri tem, kako je v domu starejših občanov, kaj se dogaja, osip osebja, ali pa, skratka, ta občutek ljudi se bo preverjal to, kar politiki obljubljajo ali napadajo. Tipičen primer je recimo ta ukinitev dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja, ki je bila omenjena. Oni so to takrat naredili čez noč, popolnoma neusklajeno, to je bila solo akcija Svobode in oni so takrat napovedovali, da bodo tudi pravično razporedili to breme. Torej, ne samo, da so de facto obvezni zdravstveni prispevek dejansko formalizirali, da je obvezni, da ga moramo zdaj plačevati vsi. Oni so takrat tudi rekli, da bodo progresijo naredili. Torej bogatejši plačali več. Tako je. Danes imamo pa situacijo obratno in ne samo to. Golob je v enem od pogovorov, mislim, da za TV Slovenija, ampak v enem od prejšnjih rekel, da to, ko je bil povprašan o tem, je rekel, to ni več na mizi. O tem se sploh ne pogovarjamo. Pa vemo, da je za koalicijski partnerici, za Levico in za SD, ki sta obe pripravljali svoje predloge progresije pri tem prispevku, to zelo pomembno vprašanje. Golob je pa to dal, kot že mnogo drugih stvari, zdaj to spet z mize, o tem se ne pogovarjamo, to ni pomembno. Ključno vprašanje pa je na volitvah, kaj bodo ljudem rekli, kaj so ljudje dobili s to ukinitvijo dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja. Dobili so obvezni prispevek, ki se je tudi povišal, ne sicer na 45-50 evrov, Golob je celo govoril, da bi skočil na 70 evrov, to ne vemo, na čem temelji, ampak vzeli ste dobiček, kot so oni rekli, zavarovalnicam, kaj imajo ljudje od tega? Ni se še znižal prispevek. Tako je, Pričemer, se upravičujem, še to, bogatejši, v bistvu tisti z večjimi prihodki plačujejo manj tega prispevka, ker je olajšava. Tako da tukaj je tudi referendum, smo zdaj globoko v referendumski kampanji. Ali je ta poziv k bojkotu, ki ga je izbrala koalicija,
Politično modra poteza, ne modra poteza, nedemokratična poteza. Opozicijski prvak Janez Janša je v oddaji 24 ur zvečer rekel, da je pozivanje k bojkotu zavržno dejanje. Premier Robert Golob je v tem referendumu rekel, da bi opozicija za en zrezek ubila vola. Ko si spraševala, kaj bo v bistvu tema pred volitvami in tako, jaz mislim, da bo ta referendum zdaj vroča vaja in nakazuje se ideološka razprava. Ne bo, po moje, v toliki meri dopolnilno zavarovanje, bo kdo pride kdaj na vrsto za kakšen specialistični pregled. Mislim, da bo ideologija, da se nakazuje, da bo še vedno po ne vem koliko volitvah spet v ospredju. Ampak to bomo videli na referendumu. Zdaj, kar se tiče bojkota, mislim, upravičen je očitek, ko gre za volitve, ko je šlo za tiste referendume, ki jih je koalicija predlagala, so rekli, nagovarjali volitve. Dvakrat pravzaprav trije referendumi. Pojdite, glasujte za, če so bili njihovi, ali pa glasujte proti, ko so bili SDS-ovi predlogi. Torej, zdaj pa, ko nekdo drug, oziroma državljani, pač vložila je SDS, to zahteva ta referendum, pa naj ostanejo doma. Vsebinsko seveda so tudi na tej interpelaciji poudarjali, da je to tako nesmiselen referendum, da naj ljudje ostanejo ali celo butasti, je rekla predsednica Državnega zbora. Zdaj, da je nepotreben, pravila so taka v demokraciji. Če je dovolj podpisov, pač ga je treba razpisati. Zakaj ne pustiti ljudem, da sami odločijo, ali je ta tema za njih vredna ali ne? Glasuješ še vedno lahko za ali pa pač kakor glasuješ. Tako da dvorezen meč je pozivanje k bojkotu. Čeprav razumem, vsebinsko razumem razloge, ampak to se nam je že zgodilo. Prvi referendum o izbrisanih, ne, takrat je, kot vemo, Ustavno sodišče presojalo, ali je tak referendum dopusten, ker gre za človekove pravice, in je takrat prvi predsednik, ne, pozval, da naj se ostane doma. Torej, mogoče politično oportuno v smislu, da bo politični rezultat zagotovljen, če ljudje za koalicijo, če ostanejo ljudje doma, na dolgi rok pa verjetno za demokracijo, kjer se poziva ves čas, pojdite voliti. Najpomembno je, da ljudje sodelujejo, da participirajo pri političnih odločitvah, verjetno na dolgi rok kontraproduktiven. Ne? Ampak to je zavrnitveni referendum. Ne? Tako da tisti, ki predlaga referendum, tisti mora zagotoviti 340 tisoč, da jih je proti. Ne? Res je, ampak govorim o tem vzdušju, v bistvu, kjer tudi politika razlaga volivcem, kako pomembno je sodelovati. To pa ja. Tako. Ta koalicija se je celo zavezala, ne, oprosti Aleš, da bo krepila, ne, mislim, da je celo v koalicijsko pogodbo to zapisala, da bo krepila ljudsko demokracijo, torej v tem, da o pomembnih stvareh ljudje odločajo na referendumih. Ampak ja, zdaj oni pravijo, da to pač ni pomembna stvar. Z demokratičnega vidika je seveda absolutno pravilno, da se državljani udeležimo referendumov, volitev, pač vseh teh institutov, da jih uporabimo, ko imamo najbolj tesen stik z demokracijo in imamo pač možnost odločanja oziroma soodločanja. Z političnega vidika pa je seveda ta poteza, kakorkoli lahko jo opredeljujemo kot nesprejemljivo, je politično morda celo logična. Zaradi tega, ker s tem vladna stran sporoča, kako je ta institut v tem primeru zlorabljen. Opozicijska stran, ki predlaga referendum, tudi manipulira, da ne rečem laže, ne? Kajti vemo, kot sem že prej omenil, tukaj ne gre za neke strašne privilegije, gre za zaslužne pokojnine ljudi, ki so dobili najvišja umetniška, kulturniška priznanja. Ki se že zdaj podeljujejo, ne? Ki se sedaj podeljujejo brez kriterijev. Zdaj bojo pa samo kriterije s tem zakonom uredili. In govorimo o številu ljudi na prste ene roke, ki na leto dobijo pravico do takšne pokojnine v prihodnosti. Poleg tega, da se te pokojnine po novem zakonu več ne bi dedovali na partnerje oziroma soproge. Tako da ta zakon v resnici prinaša več urejenosti na tem področju. SDS pa zelo spretno, ker politiko pa obvladajo,
izkorišča ta referendum za svojo kampanjo, ki jo financiramo državljani, in to v vrednosti 7 milijonov evrov. In na temi, za katero se vnaprej ve, da bo razmela določeno, ne, tudi s temi In zato, govorom proti umetnikom. Zakaj z političnega vidika? O Mislim, okusih v umetnosti. Ja. Predvsem. Seveda za mene je tudi osebno nesprejemljivo to, da pozivaš k bojkotu referenduma, ampak zakaj je z političnega vidika to morda logična ali pa morda celo modra poteza, ne? Zato, ker s tem, ko bi se ta debata toliko bolj bila burna v času referendumske kampanje, seveda to podžiga tudi nasprotnike in zakona in vlade na referendum. In za vlado bo velik problem in na drugi strani za opozicijo velika zmaga, če bo ta zavrnitveni referendum uspel. Jaz mislim, da je vlada tukaj imela, torej stranke vladne koalicije so imele edino možnost, v bistvu, dobro, SD je tukaj malo ločeno mnenje, ne, oni se niso pridružili bojkotu, ampak za vlado, za vladne stranke je edina možnost, da ta referendum dobijo, tako da pač ljudje ostanejo doma, ker dejansko je to tema in nekateri pač dejansko ne razumejo teh umetniških performansov in jih motijo, jih iritirajo in je bilo težko pričakovati, da bi tak zakon, pač kot je zastavljen in z narativom, kot ga vodi SDS, na referendumu dobil podporo in je pač vladna stran presodila, da edini način, da ta zakon ohranijo pri življenju, je ta, da enostavno pozivajo k bojkotu, da na referendum pride premalo ljudi, torej da ne dosežejo glas proti mora oddati, torej mora jih biti več kot za in hkrati jih mora biti vsaj 340 tisoč, približno. Ne? Zdaj, to je tudi vroča vaja za SDS. Oni so na zadnjih volitvah zbrali dobrih 280 tisoč glasov, Nova Slovenija... Ob visoki volilni udeležbi. Ob zelo visoki volilni udeležbi, več kot 70%, Nova Slovenija 80 tisoč, kar pomeni skupaj, če zdaj seštevamo, ampak te stvari se seveda ne seštevajo na ta način, ampak 360 tisoč. To je neka, bom rekel, tudi suha vaja, da SDS preizkusi svoj domet, koliko je tistih volivcev, na katere lahko računajo dejansko pri vsaki stvari. In ta referendum pač je za njih točno to. Je pa seveda težava tudi za vlado, da zdaj poziva k bojkotu odločanja o stvari, ki jo je sama predlagala in za katero meni, da je dobra. Ne, tudi finančni minister. Ampak so rekli, da bodo v kampanji pa vendarle sodelovali. Ne? Vedno rečemo, kaj pa državljani. In državljani se sprašujejo to, kar praviš. Tako slab zakon je, da ga niti branili ne boste, ampak ne gre za to, ne? Vse tri stranke pravijo, da seveda v kampanji absolutno bodo podpirale zakon, ampak volivce pa nagovarjajo, naj ostanejo doma, kar se mi zdi normalna poteza, ne? Ker če pa nič ne sodeluješ v razpravi, zato da ne bi pognal toliko in toliko ljudi glasovati proti zakonu, to pa potem politično absolutno nemodro in potem to sploh ni demokracija. Ne? Zakon si sprejel, misliš, da je dober, zagovarjaj ga. Ne? Druga, naslednji korak je šele bojkot volitev. In ko smo pri državljanih, ne, spomnimo, 4 referendumi lani junija, vsi uspešni. Kje so izkupički? Kaj se je prelilo? Ne? Predvsem preferenčni glas. Kako lahko državljani, volivci držijo in koga naj držijo za besedo? Lejte, dali smo vam glas, hočemo prednostni glas. Zakaj ga ne uzakonite? Ja, zato, ker pač ni večinske ustavne večine v parlamentu, ker si je Nova Slovenija premislila okrog preferenčnega glasu svojega predloga. Ne? In državljani nimajo nobene možnosti karkoli, od poklica, karkoli kaznovati. Zdaj misli, da bo nekdo kaznoval na prihodnjih volitvah, zato ker niso prednostnega glasu, se vemo. Je bolj ali manj utopija, ampak to niso enostavne stvari. Ne? Ti vprašaš ljudi po neki stvari, oni ti odločno, ne tako na meji, odločno povedo, da to hočemo, in potem pač ni politične volje in tukaj se konča. Ja, in koalicija bo rekla, Nova Slovenija si je premislila niti svojega lastnega zakona, zato so vložili njihov zakon. Da, tukaj so šli dovolj naproti, ne? Ampak pač se bojo na to izgovarjali, Nova Slovenija bo pa rekla, ja, nimamo zaupanja v to koalicijo in pač stvari bojo šle naprej in zgodilo se ne bo nič. Ne? Ljudje so pa povedali svoje, zelo jasno, 70%. Ne? Odgovornost torej, ne? To je tisto, kar umanjka pogosto. Kampanja za volitve, ki bodo, kot
če bodo redne, kot sem rekla, čez natanko leto dni, je zdaj že v polnem teku. Zdi se, da se začne vsakič prej, tudi o tem danes govorimo, tudi prej smo že govorili, tudi v tvojih oddajah, Tanja, govorite o tem, tudi v umetnost možnega govorite o tem. Rekla bi, da so, ne s tem žargonom športni, da so štartni bloki so že polni, ne, ve se, z katere pozicije kdo štarta, SDS štarta z prve, Gibanja Svobode z druge in potem je kar veliko število strank, ki se prerivajo tako ali drugače, ne, nekatere že vejo, da bodo v parlamentu, druge pa se borijo za vstop v državni zbor. Kako vi tri vidite to predvolilno vretje? Jaz mislim, da si ga zelo lepo opisala, ne? Ti si z atletsko prispodobo, jaz bi mogoče uporabil kolesarsko, ker je kolesarski žargon zdaj popularen v Sloveniji. Jaz bi rekel, da se formirajo šprinterski vlaki pred vstopom na volilne poljane. Ne? In med tem prerivanjem spremljamo pač, seveda, tako kot sem prej rekel, na eni strani pozicijske stranke, ki skušajo prepričati ljudi, da sistemsko spreminjajo nekatere stvari v državi, na drugi strani pa seveda opozicijo, ki podkrepljena tudi z idejami določenih lobijev, ki jih te reformna prizadevanja prizadane oziroma motijo, napada te spremembe in politika je pač igra vtisov, bolj kot ukrepov in nekih rešitev. Zmagal bo tisti, ki bo pač naredil, oziroma največ glasov v parlamentu bodo osvojili tisti, ki bodo naredili na volivce najboljši vtis oziroma jih prepričali, da to, kar počnejo in zagovarjajo, delajo bolje od tekmecev. Na kaj pa naj bodo državljani pozorni v naslednjih mesecih, recimo do volitev, kadarkoli že bodo? Kaj je tisto, recimo, kar bi vidva priporočila, na kaj naj bodo pozorni? Kaj bo najbolj relevantno? Mislim, ena stvar je, to kot novinarji najbrž vsi podpiramo, da zahtevajo, da je tisto, kar nekdo reče v politični kampanji, če tudi še zdaj ni, pa je na terenu že, da vsaj približno drži. Resnično. Ali pa tako, da niso to sproducirane afere na fake newsu, da tudi v parlamentu, ne, ko ti rečeš, tole pa tole je nekdo naredil slabo ali pa tukaj in tukaj je ta vlada ali pa prejšnja, da vsaj približno drži, če nekdo vpiše v iskalnik na spletu. Ne? In tega je ogromno, tega fake newsa, ki se v bistvu prvi reče nekaj, drugi na ta fake news lažno vest nekaj doda in potem že v bistvu vsa razprava 2-urna gre na neki taki lažni informaciji. Tega je absolutno preveč. Kar se pa tiče kampanje, saj vemo, ne, volilna kampanja se začne dan po volitvah. Tako da SDS je tukaj, seveda Mojster je stranka z najstarejšim mandatom v parlamentu in če se spomnimo ustanovne seje takrat parlamenta, ki je zmagalo Gibanje Svoboda, oni so prišli s 30 zakoni na ustanovno sejo državnega zbora, ker po poslovniku mogoče, demokracija to omogoča, ampak zmagala je neka opcija, sestavlja se vlada in ti prideš s starimi zakoni zato, da zablokiraš postopek nekaterim zakonom, ki so potem prihajali, seveda, ker je najprej moral biti SDS-u, če se spomnimo, pol leta so čistili tiste zakone, da ne bo kdo mislil, čistili v smislu, morajo iti skozi proceduro, so zavrnjeni, potem je šele lahko prišel koalicijski. Tako da oni imajo vrhunsko temperano te zadeve in tudi zadnja interpelacija. Točno so vedeli, katere stvari vzeti, poleg teh pokojnin, katere afere malo osvetliti, tako omeniti, da se govori, ne, ker ko se govori, potem se tudi v medijih kaj objavi. Tako da dvigujejo temperaturo, po moje pač referendum bo pa res. In oni odkrito priznavajo, da bo to pač glasovanje o vladi, ne samo o pokojninah. Ta ilustracija zelo dobro govori o tem, oziroma kaže na to, kako zelo dobro organizirana stranka je SDS. Da ti na prvi dan mandata si sposoben v parlamentarno proceduro vložiti 30 zakonskih predlogov, kakršnikoli že so, da imaš 30 zakonov napisanih. Predstavljamo si, da se en spravi zakon pisati doma. Skratka, da imaš ti v predalu 30 zakonov, ki jih lahko na prvi dan vložiš in prehitiš
novo koalicijo. Bodočo koalicijo, ja. bodočo koalicijo. To je bilo v bistvu tipično nagajanje, pri čemer je ta ista SDS, ko je bila na oblasti v času COVID-a tisti 2 leti, ves čas jamrala, po domače rečeno, kako je opozicija nagaja, ne? Ko je Levica prihajala s pobudami za referendum na ogromno stvari in vse drugo, kar je pač počela takratna koalicija KUL, tisti moment, ko so oni pristali v opoziciji, so začeli delati isto. Ne? Ja, še bolj sofisticirano. Tudi na interpelaciji smo videli manever tik pred koncem, predlog sklepa o predčasnem končanju mandata te vlade. In koalicija je imela to srečo, da je bilo še dovolj poslancev budnih oziroma v parlamentu, da so zbrali tisto večino, da jih je bilo več kot opozicijskih poslancev, ki so glasovali za ta sklep. Prav lahko, če ne bi bili pozorni, bi se jim zgodilo, da bi bilo tistih za več kot tistih proti. Da, ker je šlo čez polnoč. Janševa oprostilna sodba v zadevi Trenta. V nekaj dneh ga je v bistvu iz ulice in iz govora o krivosodju prelevila v, dajmo temu reči, nasmihajočega se Janšo, ki smo ga videli v oddaji 24 ur zvečer. Zdaj se je zelo zadovoljen ob tem nastopu. Je to še en znak, da smo v kampanji, Miha, v bistvu, in to, kako je Janez Janša začel nastopati, recimo. Prej si ti že omenil v bistvu ta intervju, ne? Ja, to je v bistvu eden od prvih znakov. Janša sicer ima vedno tako prilagojene nastope. Ko nastopa na, zdaj uporabljam njegov izraz, MSM, torej v mainstream medijih, torej v medijih, ki imajo široko gledanost, poslušanost, branost in tako naprej, je vedno bolj spravljiv, manj agresiven, manj žaljiv in vse to, ko nastopa na omrežju X, njegovem priljubljenem omrežju in na svojih strankarskih medijih, je čisto nekaj drugega. Tako da to je že osnova pri njem, je pa res, da pred volitvami, bolj ko se približujejo, še bolj začne prilagajati svoje nastope in ta nastop v 24 ur zvečer, čeprav ga je kolega Slak z določenimi stvarmi kar lepo privijal, se ni dal zmesti, dejansko ni ta strup, ki lahko iz njega bruha, ob kakšnih priložnostih se to ni zgodilo. Meni se je zdelo celo zanimivo, seveda ni mogel Janša vedeti, kakšen je bil nastop predsednika vlade na vaši televiziji, isti večer, ker je bila ta dihotomija tisti dan še posebej izrazita. Golob, iz Goloba je dejansko kar bruhal strup tisti večer, in kot da bi Janša vedel, da bi hotel pokazati, da jaz sem pa drugačen, ker dejansko tisti, ki ne pozna Janeza Janše, njegovega političnega delovanja in je gledal samo ta njegov nastop tisti večer, v oddaji 24 ur zvečer, bi si mislil, pa to je, mislim, res strpen, bom rekel tako, politik, konstruktiven politik in tako naprej. Tako da mene dejansko ta nastop ni presenetil. Je pa res, da jim je pač narativ o krivosodju zdaj pač s to oprostilno sodbo padel v vodo in vse tiste besede, zelo agresivne njihovih poslancev, o tem, kakšna mafija je to pred celjskim sodiščem, oni so dejansko že imeli narativ, da je Janša že obsojen, da vse to, kar se mu dogaja, da vse kaže na to, da to bo, in res niso zbirali besed o sodnikih, o sodstvu. In niso verjeli, da je oproščen, dokler ni on povedal na govorniškem odru. Takrat se je razlegal horonski aplavz tam v Celju na tisti ulici. Ampak to je nekaj, s čimer Janez Janša in SDS nagovarjata svojo volilno bazo. Ni to nekaj, s čimer bi nagovarjali širše. Ne bodo dobili s to oprostilno sodbo, seveda s tem kakšnega volivca dodatnega ne bodo dobili, mislim. Narativ je bil naravnan na to, da bo obsodilna, so tudi z tisto lažno sodbo so pripravljali ljudi na to. Ki je zaokrožila tudi v medijih. Seveda. Prvenstveno v njihovih, ne. Ampak je takoj v bistvu vsi govori, ki so bili pripravljeni, še v času, ko je predsednica senata v dvorani obrazlagala sodbo in oprostilno, so zunaj govorci govorili o krivosodju, o mafijskem sodstvu in tako naprej. Ampak, seveda, to pa je pač Janez Janša z svojo kilometrino. Po prvem stavku, ko se je zahvalil, češ brez vas tega ne bi bilo, je obrnil zgodbo in rekel v tem smislu, ni rekel krivosodje,
ampak ta postopek se sploh ne bi smel začeti. To je tako ali tako logično, da je oprostilna, ampak ne bi se smel začeti. Ne? Tako da Pa se je res trajal dolgo. Mislim, več kot 20 let je od Da, to že, ampak tega posla. Ne? politik ne sme biti ovaden, da se ga ne sme preiskovati, da se mu ne sme soditi. Ljudje, pač, ker smo mediji, rečejo, mi pišejo, ali jaz lahko. Ne? Jaz sem tudi na sojenju. Ne? Ja, na sodišču, že dolgo čakam pravico. Ali jaz smem s takimi besedami iti pred sodišče? Ali smem jaz kot navaden državljan tako nasloviti? Ali je to tista motorna žaga, ne? Vse vemo, tisto ogromno ljudi je zmotil. Ne? Pa jaz sem bil tudi tam močno Ampak rečem, petardo je razneslo tam. Če sodišče to dovoli, če organi, ki so za to pristojni, če to dovolijo, seveda protesti so del demokracije, to je Ustavno sodišče nič kolikokrat reklo in so dovoljeni, ampak način, kaj in kako, mislim, tukaj je stvar sodstva. Ne? In se v bistvu gledalci obračajo s tem recimo nate? Aha. Konkreten primer. Novinarje, seveda, absolutno. Dajte povedati, ali bi to lahko navadni državljan naredil. Ne? In ti moraš nekoga povprašati o tem. Ne? Aleš? Ja, jaz vsekakor mislim, da je za Janšo pred vstopom v zadnje volilno leto boljši razplet, torej oprostilna sodba. Ne? Vse, kar smo spremljali, to priprave na obsodilko, so bile v funkciji tega, da pač da se ne razblini njegova volilna baza in tako kot ste povedali, so bila ta sporočila v prvi vrsti namenjena SDS-ovi volilni bazi. To je zelo lepo zadnjič razložil pri nas v našem podcastu kolega Rok Čakš, da Janša izhaja iz izkušnje, ki jo je imel po obsodbi v aferi Patria, ko se je njegova volilna baza ne glede na čvrstost pomembno zmanjšala, ko je bil med kampanjo pač obsojen in takrat je tudi med kampanjo moral v zapor. Tako da, se pravi, tole bi še dodal, no. Sicer pa Janša z svojim odzivom, prvim odzivom, ne, ki ga je Tanja omenila, torej ni spremenil odnosa do sodišč in pravosodja, ne. Kajti, če on pove, da je bila sodba oprostilna zaradi pritiska, ki ga je izvajala množica, pomeni, da še vedno izhaja iz predpostavke, da imamo nepoštena sodišča, ki ne sodijo neodvisno. Tokrat so se pač ustrašili te množice. Predtem, ko pa je govoril o krivosodju, pa so bila ta ista sodišča oziroma to isto pravosodje, krivosodje, kot ga imenuje, pač pod pritiskom nekih drugih centrov moči. Tako da njegov odnos do sodišč se ni spremenil. Meni se tudi to zdelo problematično. On je v tem nastopu ta teden tudi rekel, ko je bil zvan strani voditelja, a pa niso vaši podporniki s tem izvajali nedopusten pritisk na sodstvo, ne, s temi protesti pred sodiščem, pa rekel, ne bom ga zdaj dobesedno verjetno citiral, ampak glejte, pač ljudje, ki protestirajo mirno, imajo vso pravico institucijam povedati, kar si v njih mislijo. Ne, v tej državi to zagotavlja ustava, to je demokracija, ampak ja, kaj pa, ko so mirni protestniki v prejšnjem mandatu brali ustavo pred parlamentom, pa jih je policija odnašala, pa je Ustavno sodišče odločilo, da je bilo absolutno ravnanje policije, pa še kakšno drugo ravnanje, govorimo še o solzivcu, pa še o čem nesorazmerno, a ne, pa kakšno zmerjanje teh ljudi je bilo strani vladajočih in še danes je. Ne? Ja, seveda so tulili tudi in so imeli transparentne smrt janšizmu. Seveda, ne, ampak ko so institucijam povedali, kaj si v njih mislijo, je bil pa problem. Zdaj pa ni. Ne? Dovoli mi še citirati enega od tako imenovanih mirnih protestnikov izpred sodišča v Celju, pa mi oprostite neprimerne besede, ampak to je bil poslanec, ki je rekel, iskati pravico na sodišču je kot devico v korbišču. Ne? To je bil mirni poslanec Žan Mahnič, ki je pač mirno protestiral in izražal svoje mnenje o delu pravosodja. Tretje veje oblasti. Skratka, tudi tu je cel kup dvojnih meril. Absolutno. In tudi odziv na to oprostilno, ne? Očitno je tudi v politiki so vsi pričakovali, da bo obsodilna, ker je temperatura bila dvignjena in vse je bilo pravzaprav že, ne najdem pravega izraza, vse je šlo proti tej obsodilni, tako da je bila oprostilna totalno presenečenje. Tudi v politiki, če se spomnimo, 14 dni pred to sodbo
sta se na X-u kar precej sporekla, pa ne prvič, predsednik SDS-a in predsednik Nove Slovenije. In če se spomnite, ne, tam je eden od članov Nove Slovenije, Pogorelec, je napisal, da v bistvu je očital Janši, da samo zase v svojih postopkih govori o krivosodju, da nikoli pa ne vidi tistih navadnih ljudi, ki tudi dolgo čakajo na pravico ali pa je sploh ne dočakajo. In takrat je potem seveda Janša vrnil in mu Tonin napiše, že takrat niste zdaj politični, ne gre za politično zaroto, gre za to, da ste politik v postopku. Tako kot ste bili v zaporu in sem jaz rekel, niste politični zapornik, ampak politik v zaporu. Na dan sodbe oprostilne me je neskončno presenetil odziv predsednika NSI-ja. On je edini napisal, da v bistvu gre za zaroto sodstva. In da je sodstvo instrumentalizirano strani levega pola. On je to napisal. Je pa treba vedeti, da ta isti dan so bili poslanci Nove Slovenije v Mariboru na zaslišanju zaradi Knovsa. Tako da so bili še pod vtisom tega dogajanja. Bil je tako užaljen in prizadet zaradi tega, ker so 4 člani Knovsa bili zaslišani, da je v bistvu pod oprostilno sodbo za Janšo napisal to, da sodstvo popolnoma zmanipulirano strani levega pola. Mislim, temu tvitu bi se res lahko izognil. Ma pa en drug problem, zaradi katerega je to pisal. To pa je konflikt, ki ga ima z Janšo, in ta konflikt, če bi bil Janša obsojen, bi še lahko morda vzdrževal pri življenju, sedaj pa ga več ne more, ker to lahko pomeni, da ta stranka, če jo Janša resno zagrabi oziroma se z njo resno spoprime med kampanjo, tudi ne preseže parlamentarnega praga. Zato so tudi v Novi Sloveniji precejšnji v stiski in je razmislek o tem, da spremenijo strategijo in zamenjajo vodstvo zelo prisoten. Salamoreznica, kot se je to nekoč reklo v Novi Sloveniji. Tako, ja, to je Marko Štrovs. Ja, reže kot salamo. To prispodobo, ki je ostala v slovenskem kolektivnem nezavednem imaginarju in spominu zapisana. Torej, rezanje Nove Slovenije kot salamo. Tako. Ali bo Robertu Golobu, če bo nastopal v naslednjih mesecih na način, kot je nastopal pri kolegici, ko ga je spraševala kolegica Manica Janežič-Ambrožič v Odmevih ta teden, ali mu bodo takšne vrste nastopi škodili pred volitvami? Ko izpade agresiven, nervozen, zdi se, kot da misli, da ga novinarji nimamo pravice spraševati določenih stvari. Kaj se lahko zgodi, če bo nastopal na ta način? Mene je spomnil v bistvu na prvi nastop, ki ga je imel v tem studiu. Na starega Roberta Goloba. Meni so takrat rekli, to je Robert Golob. On tak je, torej to je njegova prava plat. Vsi ostali nastopi so pa kontrolirani oziroma natrenirani, da se pač drži pod kontrolo. Meni pač ta nastop, ki ga je imel ta teden, kaže, da je absolutno nervozen, da čuti nek velik pritisk, da tudi mogoče v stranki, kot sem jaz preverjal, utrip po tisti aferi Karigador, po izbruhu v poslancem ni bilo ravno vseeno, zavedajo se, kakšno škodo jim takšne stvari, ki jih ljudje res čutijo, pač lahko povzroči. In seveda jih je motilo, da je zasebni dopust, Golob pravi, da ni bil dopust, da je bil to vikend oddih pri prijatelju, ampak uslužbenka kabineta je to rihtala, ki je, kot tudi izhaja iz javnih objav, kot nekakšna osebna asistentka partnerke Goloba, Tine Gaber, in je v bistvu tudi zaradi nje, kot vem, prišla v kabinet predsednika vlade. In tudi reakcija samega kabineta predsednika vlade po izbruhu te afere v bistvu blazno veliko govori o tej živčnosti. Tebi se skratka zdi, da je bil ta nastop, v bistvu, da je bil on tukaj nervozen zaradi te teme? Prvenstveno ja. Je pa tudi res, da kolegica Manica, da je pač pri določenih stvareh vztrajala in ga je tudi soočila s tem, da njegova izjava o upokojencih preprosto ne drži. S to njegovo izjavo in da ne drži, sem ga soočil tudi jaz v intervjuju, ki sva ga imela 2 meseca nazaj oziroma marca, in tudi takrat ga je
malo spravilo s tira in se ni dal, ona je pa že začela s tem vprašanjem in je po moje že s tem nekako tlakovala potek nadaljnjega intervjuja. Samo še pri reakcijah predsednika vlade na to afero. Ne? Oni so se spustili na nivo vaške upravljivke s tem, ko so pošiljali ven sporočila za javnost, da po njihovih neuradnih informacijah pravnik Rajko Pirnat, ki je rekel, da bi moral premier odstopiti, sodeluje z zdravniško zbornico. Pa kaj ste vi? Vi ste kabinet predsednika vlade, vi niste nek upravljivi trač portal, ki prodaja neuradne informacije. Oni so pa šli na tak način. Skratka, vse to, kako so oni reagirali na to, mi kaže, da je dejansko živčnost zaradi te stvari večja kot pri vseh prejšnjih težavah Roberta Goloba, ki so sicer po mojem mnenju večje od te, pomembnejše od te, ampak No, to je tudi Janša rekel. Tudi Janša je rekel tudi z vrh ledene gore. Menda ja ne bo ta dopust kriv za... Mislim, to je bil dan tega pogovora, dan interpelacije, ne? V bistvu, ker je tudi poskušal predsednik vlade povedati, kaj so vse reformno naredili, ne? Ampak očitki in debata so šli pa čisto v drugo smer. Ne? Napačna vprašanja so bila. Tako. Ampak oni bodo delali drugače, ne? Ja. Ti si pregovoril, Aleš, o vtisu, ne? Da je tisti, ki bo potem za volivce najbolj pomemben. In o tem vtisu, v bistvu pri javnem govoru, pri nastopih za novinarji me zanima se. Ja. Ker tudi Golob, recimo, ima več moldov, ne? Tako, jaz strajam pri tem, da je ni politika, ki jih nima. V volilni kampanji oziroma volilni tekmi pomemben vtis, ki ga politiki puščajo za seboj. Ne? In zdaj ta afera, karikador, benigna, predimenzionirana ali ne, je pač nekaj, kar je treba, s čimer se pač mora ukvarjati. Tukaj je, v javnem prostoru obstaja, kotira, mediji jo poganjajo, verjetno še kdo drug ima interes, da se ta afera vzdržuje v javnem prostoru, zato ker, kot smo rekli, smo pred volitvami, pa marsikdo je nezadovoljen z nekimi ukrepi te vlade. In treba je pač se s tem spopasti in na pameten način odreagirati. Tako kot pa je Miha povedal, pa očitno v kabinetu predsednika vlade oziroma pri njem samem vlada več nervoze, kot je morda nujno potrebno, glede na to, da se vsi strinjamo, da ta afera ni tako velika, kot so katere druge, ki smo jih že imeli. Bo pa pomembno, kaj bo rekla KPK. Seveda bo. Sej, predsednik vlade bi moral razumeti, da se mora na vsakem koraku izogibati vtisu oziroma zbujanju konflikta interesov ali pa vse videzu konflikta interesov. Tako da ta afera bi bila še veliko bolj benigna, če bi predsednik vlade sam komuniciral s Subotićem, ne pa njegova uslužbenka, ki je preko partnerke prišla v službo v kabinet. Ne? Pa če bi komunicirali, ko je prišla ta zadeva ven, če bi komunicirali, ne? Ampak so se skrivali, ne odgovarjali. Bežal je pred novinarko, ne? Tako da, vtis je tisti, ki pomembno odloča in tukaj morda ni najboljšega vtisa, zdi predsednik vlade. Čemer je partnerka še sama hotela dopustovati, si privoščiti krajši vdih v tisti počitniški hiši, pa ji ni bilo dopuščeno. Ne? Kar še dodatno v bistvu kaže, da je bilo ta vdih povezan s predsednikom vlade in s njegovo visoko funkcijo, ki jo zaseda, ker ko je hotela partnerka, ni šlo. Ne? Še vedno v državi nimamo ne guvernerja ali guvernerke Banke Slovenije, ne varuhinje ali varuha človekovih pravic. Kaj postaja to iskanje tako pomembnih oseb, da zapolniti te pomembne funkcije v državi? Kaj postaja to iskanje? No? Zdaj, ta teden je bil v bistvu spet hladen tuš. Zdi se, da je hladen tuš za predsednico države Natašo Pirc Musar, ampak postaja hladen tuš v bistvu za vse vpletene, zdi se mi, Tanja. Ja. Tako kot je, mislim, da sta bivša predsednika na podcastu Delo rekla pred 2 mesecema, ne? Seveda je v zakonu in ustavi je napisano tako, da je ravnotežje. Ne? Predlagatelj je predsednik, predsednica republike. Ampak tukaj ni konec postopka. Ne? Ti moraš dobiti 46 glasov, recimo pri guvernerju. Za tango sta potrebna 2. Predsednica je predlagateljica, ampak če ne dobi 46, bo to mesto
prazno še nekaj časa. Ne. Kot večkrat povedano, tako se je zgodilo Drnovšku. Ne. Pač je imel koalicijo v parlamentu, takrat Janševo, ki je vztrajala, ali bo to in to ime, ne, temu ne damo glasov, temu ne damo. Tukaj so ljudje pričakovali, ker sta približno z istega pola, predsednica in predsednik vlade oziroma šef koalicije, da bo šlo lažje, ampak očitno pri guvernerju so tako s to favoritinjo Sašo Jazbec, pa potem na drugi strani Tone Rop, so tako zakomplicirali stvar, da zdaj zgleda, kot da že gre kdo bo koga. No? Moramo vedeti, da 3 sodnike so pred 14 dnevi je koalicija gladko, celo z nekaj pomoči opozicije podprla. Skratka, ni, da bi bila blokada predsednice na vseh področjih. Ne? Tukaj pri guvernerju je pa očitno, bo to skoraj, se lahko vleče, če ne bo ECB, takrat je ECB pri Drnovšku potem urgiral, dajte se zresniti, ne more biti brez guvernerja. Ne vidim, kaj bi se tukaj da narediti, kot to, da predsednica poskuša najboljša imena in da potem koalicija v enem trenutku reče, no, ta je pa tudi za nas sprejemljiv. Ne. Nimaš pa mehanizma, da ti prisiliš v koaliciji. Ne. Nimaš. Razen pravijo, to je politična kultura. Da, ampak recimo, ko je bil Pahor predsednik republike, on je v bistvu 5 vlad se je zamenjalo mest. 2krat od tega je bil Janez Janša, ki seveda on pri kadrovanjih, njegova je zadnja. Jaz imam večino in ti lahko predsednik republike predlagaš, kar hočeš, jaz ti moram večino dati. Ne? In je v tem smislu popustil in mu velikokrat očitajo, ne, da je popustil. Ampak je rekel, jaz drugače ne morem popolniti, ker on ima večino. Ne? To je ta dialog. Pozabljajo pa vsi pri Pahorju, da je on bil tudi predsednik vlade in tudi šef koalicije. In v eni točki ni šel kontra predsedniku takratnemu Danilu Türku, čeprav nista bila, kot je večkrat povedal Pahor, ni bilo sožitje med njima, da bi mu lahko, je takrat rekel Pahor, predsednik v tisti gospodarski krizi večkrat ga podprl, ampak nikoli koalicije ni rekel koaliciji, zdaj pa ne bomo predsednikovega predloga podprli, samo zato, ker on nas ne podpira ali pa kakorkoli. Tako da se pravim, v tem procesu vsak ima svojo vlogo, za tango sta potrebna 2. Ni prisile, da nekdo nekaj mora, če noče. Samo lahko pač upamo, pa državljani pač sporočamo. Da bo dovolj odgovornosti. Tako. Točno to. Tako. Ja. V tej zgodbi ima predsednica odgovornost, predsednik vlade, če tudi komunicira ona s parlamentom oziroma z poslanskimi skupinami, ima pa v rokah moč in precejšnjo moč. Zdaj, ker pa vemo, da tudi odnos med njima ni najboljši ali pa najbolj zgleden, ker se vleče že od afere Bobnar, zaradi katere ima takisto predsednik vlade svoj postopek odprt na KPK-ju, pa tudi na tožilstvu, je pač razplet takšen, kot je. Pogovor med njima pa očitno ne obrodi sadov, oziroma ne vemo niti, kako intenzivni, pa kako pogosti so ti pogovori, da bi ona dva iskala rešitev za to zagato. In popolnoma se strinjam s Tanjo, formalno je že večja odgovornost na strani predsednice, ampak seveda ji mora tukaj predsednik vlade svojo močjo in tudi delčkom odgovornosti pomagati. Zdaj, vtis je, to je rekel nekdo, ki ga v tem poslu zelo cenim. V našem poslu, ja. Že takrat, ko je v bistvu ona predlagala, ko je šla proti željam koalicije in predlagala Toneta Ropa, je nekdo rekel, da se je s tem usedla v koprive. Se mi zdi taka dobra prispodoba, ker danes v stanju, kjer smo trenutno, kaže, da iz teh kopriv sploh še ni ven zlezla. In vprašanje, koliko časa bo predsednica še tu notri, ravno zaradi v bistvu nekih egov, kar meni v bistvu pri njej malo bega je to, da ves čas je bolj ali manj odkrito sporoča, da si želi več pristojnosti kot predsednica republike, po drugi strani pa še tiste pristojnosti, ki jih ima in so zelo pomembne, predlagalne. Parlament ne more izvoliti nekoga, ki ga ona ne predlaga. Ona mora dati predlog v parlament. Še
tu nekako vztraja na nekih okopih, na nekih pozicijah, ni pripravljena na nikakršen kompromis, prej lažje gre pa v javno konfrontacijo s predsednikom vlade. Ja, seveda jo je on izval v tistem našem intervjuju, a ne, zelo, a ne, ampak namesto, da bi mogoče oba storila en korak nazaj, našla rešitev, ker pazite, ne, če je zdaj tak problem pri guvernerju in pri varuhu človekovih pravic, ki sta seveda zelo pomembni funkciji, kaj šele bo, predsednico čaka zdaj v tem mandatu njenem 5 ustavnih sodnikov, pa vemo, kakšna kupčkanja so to vedno bila pri ustavnih sodnikih, pa eni pravijo, ja, pa mora biti to uravnoteženo, pa toliko mora biti levih, pa toliko mora biti desnih, kar je sicer nesprejemljivo za najvišjo sodno instanco v državi, ampak tako je, kaj šele bo, ne? Mislim, Ja, da 2 letos, 2 ustavna in 3 še do volitev, če bodo redne, ne? to je zelo slaba popotnica, po moje. Je pa med vsemi temi politiki še en pomemben in vpliven politik, ki ga velja tukaj omeniti, to je ljubljanski župan Zoran Janković, ki zaradi svojih stikov in odnosov s srbskimi politično-kapitalskimi krogi zbuja vedno več pozornosti. Na N1 smo ta mesec objavili serijo o tem. Zanima me, zakaj, ne, ali se vam zdi, da te Jankovićeve povezave, ne, ki so zdaj razkrite, ne bi smele iti kar mimo, in ali je s tem pismom podpore Vučiću, ne, tema, ki še kar je še vedno tukaj, ne, se z njo Ljubljana in širša Slovenija še vedno ukvarja, in s temi razkriti na N1, ali je postal mogoče škodljiv, ne, tudi za svoje politične zaveznike, tiste, ki so mu blizu, oziroma v tem smislu, ali se mu bodo morali počasi že vsi odpovedati. Miha? Kar se mi zdi pomembno pri zgodbi in povezavah Zorana Jankovića s politično-kapitalskimi krogi iz Srbije in Republike Srpske je to, da dejansko te povezave so že začele zanimati pač po nekaterih neuradnih informacijah tudi slovenske preiskovalne organe. Se pravim, te informacije niso še potrjene, poročali smo že o tem, da zadeva zanima KNOVS, torej Parlamentarno komisijo za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb. Namreč lani je srbski poslovnež Nikola Petrović na javni dražbi kupil veliko zemljišče v Ljubljani, bil je edini ponudnik, cena je bila precej nižja kot pri prejšnjih poskusih prodaje tega zemljišča in izvor tega denarja, s katerim je bilo to zemljišče kupljeno, ni znan. In glede na njegove povezave, torej demastike tudi z ljudmi iz srbskega podzemlja, je seveda to vprašanje še toliko bolj zanimivo. Je pa z njim urednih. Večkrat je bil z njim v stiku tudi ljubljanski župan Zoran Janković, z njim se je srečeval nazadnje na tisti večerji, preden je potem Aleksandar Vučić na večerni novinarski konferenci pač povedal, da se je o premijerskem položaju v Srbiji pogovarjal tudi z Zoranom Jankovićem. Tisti teden v sredo zvečer so imeli v Beogradu večerjo in na tej večerji je bil zraven tudi Nikola Petrović. Skratka, te povezave so očitne. Janković, ko smo ga o tem spraševali na novinarski konferenci, je seveda v svojem slogu. Pa jaz vas vprašam, ne, vedno, ko pač kakšno stvar mogoče ne želi odgovoriti, raje vpraša nas, ne. Ko novinarji sprašujejo napačna vprašanja. Tako, ne, saj to je ta refleks. Saj v bistvu Golob ima zelo podobnega, ne, če smo ravno pri tem. Ampak hočem reči, da stvari so že začele zanimati tudi pač po nekaterih neuradnih informacijah, čakamo, da se jih potrdi tudi slovenske preiskovalne organe. Kako na Jankovićev vtis vpliva to, kar je Vučić rekel, povedal? Mislim, da ne vpliva dobro. Drugače bi pa k temu dodal, ker si vprašal, ali so te teme relevantne. Jaz mislim, da so vse relevantne in vsa čas, da jih na N1 tudi raziskujete in o teh povezavah kapitalskih ljubljanskega župana z srbskimi kapitalskimi ozadji in celo domnevno podzemljem raziskujete. Verjamem, da tu tudi pomemben del dela vaši kolege iz Srbije upravljajo. Ne? In morda moramo prav v tem iskati razlog, zakaj je Janković pošiljal pismo Vučiću,
Kajti že vemo, da je Janković nespreten politik, pa da razlaga, da on ni politik, ampak dejansko je politik, ker je pač župan. Noben politik ne bi česa takega naredil v tako pregretem in napetem ozračju. Da ta čas, ko ima vso državo na nogah, ki več mesecev ljudje zahtevajo demokratične procese, vladavino prava, konec korupcije. Skratka, nekaj, kar so vrednote tega prostora, v katerem mi živimo, ki mu pravimo Evropska unija, in da ti kot politik iz tega okolja pošlješ javno podporo predsedniku, ki ga tam cela država v bistvu kritizira in protestira proti njemu, to mora biti skregano zdravo pametjo. Tako da morda ste na pravi sledi. Kolegici, omenila bi kolegica Meta Roglič in Katja Šeruga, oni dve sta pisali to serijo teh člankov, ne? Bom jih nekatere tudi pripela v članek, kjer bo objavljen naš podcast. Nekaj si še hotel dati, oprosti? Ne? Ja, da ta predlog, Vučićev predlog, da bi pa Janković postal tam predsednik, pa mu oprostite, meni smešen. Ja. Se pa je verjetno nekaterim Ljubljančanom so se zaiskrile učke. Ampak najprej se pridružujem seveda pohvalam tem preiskovalnim prispevkom oziroma člankom, čeprav včasih me tako sveta jeza prime, koliko stvari mediji, vsi nasplošno, vsa scena, kaj vse objavimo, ne? In kakšen učinek ima, kako majhen učinek in za informiranost ljudi, ne? Ker skozi take članke se je treba prebiti, ne? Veliko lažje je to, kdo podpira Jankovića, pa kdo ne, pa kaj. Kje je mogoče kdo bil za vikend. Tako. Prej si vprašala o politični, ali se bo mu kdo odrekel, ne? Sej Aleš je že nekaj začel, ne? V bistvu okrog tega pisma so še največ povedali, da se ne strinjajo z njim, ne? Od bivše njegove poslanke Pozitivne Slovenije. Prvi predsednik je rekel, da je napaka, recimo premier Golob, pa je zavil v tisti stavek, ne? Ki ga je potem večkrat ponovil, se pravi, je to njegovo stališče, vsak ima pravico izraziti svoje mnenje in tako je razumel to pismo. Zdaj vemo, kako je z odpoklicom župana, ne? Nikakor. V mestnem svetu ima svobodo večino, glede na to, da ste v precej dobrem razmerju z političnim, kolegialnem, karkoli že pomenijo tiste objave kavic med Zoranom Jankovićem in premierjem, bi rekla, da dobro sobivajo tudi v mestni občini Ljubljana, tako da tukaj nekega strašnega epiloga političnega, po moje, ni za pričakovati. To glede Vučića, pa jaz mislim, da si ga je tako lepo prav privoščil, no. Prav privoščil si ga je z besedami, da ga je povabil za predsednika vlade. Jaz ne vem, ali je župan tako dober igralec, ampak videlo se je na ponavljajoča vprašanja, pa kako, pa ste se pogovarjali o tem, a pa je to bilo na mizi, ali ne? Se je videlo, da v bistvu... Da, očitno se res o tem pogovarjali. Jaz sem imela pa obraten občutek, da je naredil srbski predsednik scenarij, ki ga je pozabil v detajle povedati. Ampak ne smemo pozabiti, da je bil Janković, to pa najprej zanikal, pa potem so vmes bile ene lokalne volitve, pa je sam povedal, da je bil 3-krat povabljen za župana Beograda. Ampak je zavrnil. To se je on sam pohvalil, ja. Ampak biti pa povabljen za predsednika vlade, pri čemer, kot je zdaj razkril, nima srbskega državljanstva, ne? Ampak dobro, to lahko hitro dobi, ne? Že, no, ampak predsednik vlade neke države, ki je z druge države, mislim, dobro. In v taki situaciji, kot je Srbija trenutno, ne, je pa res, no, mogoče še to v tem reakciji Svobode oziroma Roberta Goloba. Da mi je videti te študente, ko Janković tja pride. Bi spremljali iz prve vrste, zagotovo. Reakcija Roberta Goloba je bila, tako kot je Tanja rekla, vsak ima pravico do svojega mnenja. Ampak
so potem čutili potrebo v kabinetu predsednika vlade, da še dodatno pojasnijo to izjavo, ker seveda so dobili novinarsko podvprašanje, pa dobro, a se vi zdaj strinjate s tem pismom? Da, Se ne poznam to. strinjate? Ne, in so dodatno poslali potem iz kabineta predsednika vlade, sej je bilo sporočilo jasno, da se mi s tem ne strinjamo, s tem pismom podpore, ampak pač seveda smo na stališču, da ima vsak pravico do svojega mnenja, s čimer so seveda pokazali, da se zavedajo občutljivosti situacije Da, to se strinjam, in to si dejstva. dobro dodal. Ja. To je bilo potem naslednje 2 dneva, ker so videli, da tista... Tako. Ja, Tako in Da ne seveda- odmeva dobro. Ja, In tako. ker se zavedajo, da tudi v splošni percepciji javnosti je vtisnjeno ta, bom rekel, zelo tesna povezava Zorana Jankovića in Roberta Goloba, to medsebojno hvaljenje, skupne kavice z Milanom Kučanom in tako naprej in tako naprej. Se mi zdi, da to je v slovenski javnosti že tudi, ne, ker Janković ga res praktično hvali na vsaki tiskovki, ne, in tako, da je pač so se zavedli, kako je to občutljivo. Vidiš, spet vsi delajo slab vtis, ne? Na drugi strani pa smo prej ugotavljali, stari maček Janez Janša pa gre lepo na Pop TV, pa se preobleče v ovčji kožuh in nastopi leto dni pred volitvami kot spravljiv in dobrohoten možakar. In odgovori na vsa vprašanja, ki so mu zastavljena. Tudi če so zelo neprijetna, ne? Ja. No, v vlogi predsednika vlade je seveda bil Drugače. drugače. Tudi njemu, ko so bila kakšna vprašanja, Bi se pogosto po moje- napačna in no, novinarji se- nismo znali spraševati, Tako, nismo o tako, reformah seveda. spraševali, ko je bilo treba. To so v bistvu vsi, Ja, ja. ki, ko postanejo predsedniki vlad, ali tudi že kot ministri, ampak predsedniki vlad so znani potem. Ne? Seveda bi hoteli povedati, kaj vse so dobrega naredili. Ne? Ampak ti ne moreš vsak dan predsednika vlade o tem, kaj ste naredili. Dobro, to ste naredili, ker ste rekli, da boste in zato ste bili izvoljeni. Ne? Gremo pa zdaj v drobovje pa podrobnosti. Ne? Tam so pa ne, bolj ali manj šibki. Ne? In zato, ker ste se prej pogovarjali o tem intervjuju za Odmeve, ne, se je videlo, ne, da pač ga ta tema ga pa malenkost boli. Še posebej, ker je tisto izjavo dal ob nastopu mandata, da če bo KPK, ne, če bo KPK ugotovil, potem bom pa odstopil, ne, in potem se ti vrne. Ne, in kaj, če bo zdaj KPK, takrat si seveda ali požreš besedo ali si pa malo jezen. Sam odgovor je bil, o tem ne razmišljam zdaj, ne, pri Manici. Ja. O tem ne razmišljam, ker ljudje me niso izvolili zato, da se vsi ukvarjajo s tem, kje jaz preživljam vikende, ampak s tem, kaj bom speljal. Ampak sej tudi tukaj ga lahko volivci držijo za besedo. Samo sej tega je res ogromno, njegovih napovedi in obljub je bilo res ogromno, ampak on si znotraj enega tedna premisle. On je v začetku tega tedna, sej banalen primer, ampak bom rekel, kakšnega volivca je pa verjetno prizadel. On je rekel, da bo v Sloveniji 3 dni žalovanja za pokojnim papežem Frančiškom. Na koncu je vlada sprejela 1 dan žalovanja. Ne? Si predstavljam, da tiste, ki so pač računali na to, da je to prizadelo. Ampak to je samo en primer. Takih primerov je pri tej vladi, pri tem predsedniku vlade in to priznavajo tudi njegovi najtesnejši sodelavci ogromno in temu je težko slediti, če si v ekipi Roberta Goloba. Če naredimo pod črto, kje je torej Slovenija 1 leto pred volitvami? Ali lahko tudi obrnete, če želite, kje smo 3 leta po zadnjih volitvah? Tako kot smo zdaj se pogovarjali, globoko v volilni kampanji, mislim, da razdeljeni, vmes je že delovalo, da ta levi pol, desni pol, da po tistih volitvah, ne, dobro se je prejšnja oblast zamenjala, znovo neko upanje se čaka, pač kaj bodo naredili. Jaz mislim, da spet prihajamo v tisto ločnico, kaj je desno in kaj je levo. Poleg tega popolnoma negotove razmere, tudi mednarodno. Tako da se mi zdi nič zavidanja vrednega. In v Sloveniji je skupico nekih neznank, ne? Kaj bo Tako. z Logarjevo stranko, kaj bo s Prebiličem, konec koncu, kaj bo tudi z Kordišem in podobnimi. Ja, na kratko smo se zelo strinjam, globoko v predvolilni kampanji in na poti do, vsaj zaenkrat tako kaže, do spet precej fragmentiranega rezultata na parlamentarnih volitvah. V bistvu se na nek način ponavlja primer 2014 Miro Cerar zmaga z veliko razliko, z ogromno podporo 36%.
ne, in potem do naslednjih volitev 2018 se je ta podpora stopila do 10%, in potem smo imeli kaj? Na desni SDS, ki ima pač vsa ta leta, razen 2014, nespremenjeno podporo, tam okoli 25 odstotkov, na levi pa kopico strank, ki so tam na okoli 10 odstotkov. Ne? In dobro, mogoče zaenkrat Gibanju Svoboda še kaže tam do 15, mogoče še celo kaj več, ampak se pravi, ne, do volitev je še eno leto. Torej, na poti do spet fragmentiranega stanja političnega na levi, in potem bi se seveda spet znalo zgoditi, da bi, tako kot Šarc takrat, ne, ko je z 13 poslanci šel sestavljati levo vlado z zunanjo podporo Levice, da bo pač spet tak poskus in da bo pač ta vlada, za razliko od tokratne, ne, imela res šibko moč v parlamentu in da bo nad njo ves čas visel Damoklejev meč predčasnih volitev, ne, in da se bo spet na oblast vrnil Janez Janša. Jaz se bom vrnil k svoji kolesarski prispodobi. Ne. Spremljamo formiranje šprinterskih vlakov, tempo diktira vlak SDS, od zadaj v glavnini se še neke strančice zbirajo in formirajo svoje ekipe, da bi se pridružili temu fotofinišu na volilnih poljanah. Sicer pa, tako kot sem rekel, ne, politika igra vtisov in tisti, ki bo naredil boljši vtis, bo tudi mobiliziral več svojih volivcev, kajti pri nas zadnja leta se mi zdi, ali pa mogoče je bilo vedno tako, no, se pravi, ne spremljamo nekega spopada konceptov, ampak spremljamo to, kdo bo več svojih volivcev pripeljal na volišča, kajti prehajanja med poli jih je relativno malo. Ne. In ta vlada bo pač podvržena številnim kritikam, tudi zaradi tega, ker sistemsko posega na nekatera interesna področja, ki so do zdaj funkcionirala na svoj način. Tako da mislim, da je sicer neprimeren izraz, ki ga je uporabil Hoivik pred tem referendumom, ampak da se obeta res pestra kampanja pred volitvami oziroma pestro leto. On je komisarsko klanje, ne? Ja, to sem že razlagal. Ne. Mislim, da ni dobro bral Krsta pri Savici, ker tam Prešeren to besedno zvezo uporabi za opis dogajanja, kako je Valhunova krščanska vojska pokončala poganske Slovence. Ampak ne, prosti, ko si prej uporabil kolesarsko prispodobo, po moje tudi vprašanje, kdo bodo zdaj pomočniki tle pri ta glavnih favoritih za končno zmago. Tam so jasni, ne? Tam so jasni. Vprašanje je, kje bo kapetan Prebilič recimo sestavil svoj šprinterski vlak, in ne samo vlak, celotno ekipo. Deležil tura, ne? To je vprašanje, če bo šel, ne? Jaz pa mislim, da se levemu polu že 20 let dogaja popolnoma enako. Gredo s stališčem, premagati je treba Janeza Janšo. Pa ali je to Borut Pahor, ki je prvi, pa Janković, pa je Cerar ali zdaj Golob. Ok, zdaj smo premagali, si rečejo, zdaj smo premagali. Isti dan, ko je vlada sestavljena, ki ni Janševa, oni začnejo med sebojne bitke. Potem pa, in to je narobe, mislim, ta leva sredina volivci, ne. Nič ni dovolj dobro, medtem ko je pri nasprotni strani, ne. Tudi kar je slabo, rečejo, to so naši naredili, ne. Je že v redu, če so naši naredili, ne. Na levem polu pač predsedniki levosredinskih vlad ne morejo pričakovati, da jim bo volivci aplavdirali. Ker ga še ni bilo takega, da bi mu ves čas ali pa večino časa aplavdirali. Ampak, ko se pa pride tik pred volitve, se pa spet preusmeri fokus. Ja, če ne bomo mi skupaj držali, bo pa SDS zmagal, ne? In to 20 let se to gremo, ne? Težava vsakega novega obraza, zlasti Cerarja, pri Cerarju se je to pokazalo, ne, je ta, da vstopi na polje, kjer že obstaja neka politična hierarhija, ampak akterji, ki dolgo obstajajo na tem področju, mislim, imam zlasti stranko socialnih demokratov, ki je pač tradicionalna stranka, nima te politične moči kot tisti novi obraz in jih to blazno iritira in frustrira. Ne.
Imajo pa dolgo klop, veliko ljudi, ki jih lahko pozicionirajo pač na odgovorne pozicije, medtem ko ta nov obraz, to pa vidimo zdaj pri Golobu, pride na to polje praktično brez ekipe, ampak z dobro blagovno znamko ali pa embalažo, ali kakorkoli bi to imenovali. Ne. Pa še njihova temeljna težava je, da se pač vedno rečejo, zagrizli bomo v stvari, ki jih prej drugi 20 let niso rešili. Zagrizejo, kot je Aleš lepo rekel, pridejo brez ekipe, brez izkušenj, brez tega občutka političnega, ki je zelo pomemben pri izpeljavi najbolj občutljivih stvari. Nekaj naredijo, vidijo, da se ne da tako, potem naletijo še na vtis, na pa silovit odziv sindikatov, gospodarstva, kogarkoli pač že. Medijev, pa ste obljubljali. Se ustrašijo, ne, se potegnejo nazaj, pri Janši tega ni. Ne, oni samo pičejo naprej, ne, tam ti tega ne moreš ustaviti, tega vlaka, ta sam gre, ne, na tirnicah. Ta se pa takoj iztiri in se takoj začnejo neka medsebojna obtoževanja, kdo česa ni naredil, in potem stvar, ki so jo hoteli narediti, porabijo dodatnega pol leta ali pa 1 leto, da jo spravijo na neko prejšnje stanje, na koncu smo pa vsi na istem. Ja, ne, in na koncu te vlade, take vlade, zato tako učinkovite, ne? Ker se pač sami sebe v bistvu ustavijo na ta način. Hvala lepa vsem 3 gostom, da ste prišli in delili z gledalkami in gledalci vaša mnenja. Hvala vam. Hvala za vabilo. In hvala tudi vam, dragi gledalci in gledalke, poslušalci in poslušalke. Zdaj sledi naslednji 2 tedna krajša pauza, potem sem pa spet z vami.